Bomo se ga lotili proti koncu leta, po mojem malo bolj podrobno, da probamo tudi v Sloveniji kakšne linije napeljati, da se tega lotijo. Drugače pa zanimivosti, videli smo cel svet, foreverja, od Japonske, Avstralije, ki je že bila v naslednjem dnevu, en dan pred nami, pa tja nazaj do Amerike. Promet firme je odličen, kljub temu koronavirusu je ogromen promet, tako da se ne bojimo za bodočnost in kot vedno prihajajo novi izdelki, ki so jih napovedali na Global Rallyju. Zdaj jih bom jaz samo omenil, potem pa, ko bomo dobili kompletno dokumentacijo, bomo zopet pripravili eno malo bolj kompleksno predavanje na to temo. Imamo tako Aloe Body Wash, to že nekaj časa nimamo, takšne zadeve. Potem po Body Washu takoj Body Lotion. Potem pa, kot oni pravijo, jojoba šampon in jojoba kondicioner, ki sta izboljšana. Kako, to bomo pravim izvedeli čez nekaj časa, ko dobimo dokumentacijo. In Aloe Mango, ta je pa podoben recimo beriju, pičisu, samo ima ob 86% aloje, ima pa mango. Torej z okusom manga. Tisti, ki so ga probali, pravijo, da je veličasten. Mi bomo čakali nekje do poletja, da izvemo, kakšen je. Pa prihaja še en izdelek, ki je ful neka skrivnost in še ne vemo, kaj je, ampak bo kmalu, gre ga kdaj predstavljen, ne vemo točno. Tega sploh nisem povedal, tako da Aha, ne vemo. Noben ne ve, torej prihaja še en izdelek. Samo malo se opravičuje. Takoj pokličem nazaj. Čau. Torej, toliko o tem, 3 dni smo se imeli lepo, pravim, ogromno televizorjev je bilo, kjer smo se gledali od Amerike do Avstralije. Veliko dobrih predavanj je bilo, eno online mi je bilo ful všeč iz Izraela, mogoče bomo ga pa prevedli, ne? A ne moremo dobiti tega več? Ni posnetka Global Rallyja, to je bil enkraten dogodek in da ne bo. Škoda. V redu, bomo pa imeli svoje, tiste, ki na online ful dobro delajo. Danes smo se pa združili tukaj z Leo, ki je po neki svoji izobrazbi tudi vizažistka in nam bo povedala koristne zadeve o naših kozmetičnih izdelkih. Izvoli, Lea. Dobro, pa začnimo. Tako, kot je že gospod direktor povedal, danes se pogovarjamo praktično o plavi kolekciji, to je Targeted Skincare Collection. In to je v bistvu ciljna kolekcija, kot že sam naziv pove. Ta kolekcija pa v bistvu vsebuje 7 res fantastičnih izdelkov. Imamo peeling, aktivator, balancing toner, awakening eye cream, hydrating serum, protecting day lotion in pa biocelulozna maska. Jaz se bom kar lotila na začetku in to je peeling, to je tista neka osnova, ki jo moramo tedensko vzdrževati, da naša koža deluje čista, sveža, spočita in glavno, da bolj izgledamo. Torej, smoothing eksfoliator je peeling, ki zelo nežno poskrbi, da sta polt in tekstura gladki in enakomerni. Koža je po uporabi tega peelinga res čista in res mehka, s tem, da brez da bi pri tem poškodovali tisto novo kožo pod povrhnjico, ki se nahaja. Njegove sestavine so zelo zanimive, zato se bom danes tudi pri vseh izdelkih mičkeno ustavila pri sestavinah, ker so fantastične in je prav, da veste, kaj se noter dogaja v vseh teh izdelkih in kakšna je njihova funkcija. Torej, tale peeling vsebuje jojobina zrna, ta se tudi začutijo kot malo večje kroglice, če temu rečem, in odstranjujejo odmrle celice.
Če je pa še kdo opazil, da ta peeling ni navaden, ker v bistvu vsebuje noter kot neko mivko, nek pesek. To je pa v bistvu bambusov prah. Okay? Torej ni navaden, bom rekla, peeling v nekem čistilni kremi z dodanimi zrni za odstranjevanje odmrlih celic, ampak so dodali noter ta prah, ki se fenomenalno pomeša med te jojobina zrna in v bistvu s tem opravim, da on spolira kožo. Torej, res jo na fino odstrani vsa to nesnago in odmrle celice. Med drugim vsebuje pa tudi sadne izvlečke, ena izmed njih je papaja. Vemo, da je bogat vir vitaminov A, C in E. Res so potrebni za zdravje naše kože. In pa vsebuje tudi izvleček olja limone, ta pa v bistvu nekako poskrbi za vlaženje kože že kar med peelingom, torej, da imamo kasneje manj tistega zategnitvenega občutka na koži, da nas srbi, grize, špika in tako naprej. Seveda, pa tako kot vse ostali izdelki, vsebuje tudi alojo in njena funkcija je pomirja in vlaži kožo. Torej, smoothing eksfoliator enakomerno nanesemo na obraz, nežno s krožnimi gibi umasiramo in potem z mlačno vodo izperemo. Ko smo ta korak opravili, pa lahko posežemo po aloe aktivatorju. Ta aloe aktivator vsebuje v bistvu kar 98% gela aloe vere in je prva pomoč pri razdraženju oziroma občutljivi koži. Recimo tisti, ki se borijo z aknami, imajo v bistvu posledično okoli aken tudi, dajmo reči, razdraženo oziroma vneto kožo, je aloe aktivator res idealen, ker pomirja razdraženo kožo in hkrati deluje protivnetno. Tako, kot sem rekla, deluje pomirjajoče in dejansko aktivira vse naslednje produkte, ki jih bomo nanesli na obraz. Torej, njihove sestavine jih bolj zaktivira, kakor bi bile aktivirane brez njegove uporabe. Med drugim je aloe aktivator tudi zelo zanimiv, zaradi tega, ker z njim lahko rečite marsikatero Foreverjevo kremo. Jaz recimo uporabljam Alpha E-faktor in si ga razrečam z aloe aktivatorjem. Prvo kot prvo, ponucam kakšno kapljico tegale Alpha E-faktorja manj, in ker dodam aktivator, mi ta Alpha E-faktor še toliko bolj aktivira in lažje se nanese na obraz, in tudi hitreje se vpije. Lahko se meša aktivator s propolis kremo, recimo, ki je zelo gosta, se jo razreči, lažje se nanaša in hitreje se vpije. In tako velja komplet za vso kolekcijo krem, kar jih Forever ima, se jih da mešati z aloe aktivatorjem. Torej, en nasvet bi vam dala pri uporabi samega aloe aktivatorja je to, da nikoli ga ne nanašate direktno na vato, torej na suho vatko, bombažno blazinico, ampak dajte predtem ničkrat to blazinico z vodo navlažiti, zaradi tega, ker bo ona popivnala manj aktivatorja, ki ga boste manj ponucali, in nima smisla dejansko, da jo to prepojimo in zavržemo tako količino izdelka, Na obraz gre v bistvu manjša količina. Tako da, ko končamo tole nego z aloe aktivatorjem, lahko nadaljujemo z balancing tonerjem ali pa pač gremo naprej za nego z neko kremo. Jaz se bom vseeno ustavila pri balancing tonerju. On je namenjen osvežitvi in pa da konstantno vlaži kožo. Kar je pa njegova največja posebnost, je pa to, da uravnoteži pH kože in pa zmanjša videz razširjenih por. Namreč vsebuje eno izmed edinstvenih mešanic, to je aloe vera, izvleček morske trave in tudi druge koristne sestavine, ki kožo navlažijo in zmehčajo. Vsebuje pa tudi izvleček kumare, ta izboljša samo teksturo in tem, medtem pa, ko izvleček belega čaja ščiti kožo pred prostimi radikali. Prosti radikali vemo, da so tiste, s tem rečem, grozne pošasti, ki zelo slabo vplivajo na našo kožo in večkrat teh prostih radikalov, bolj je naša koža utrujena, slabše izgleda, več gub se pojavlja, tako da dejansko se borimo proti temu najbolj. Se opravičujem. Torej, enako kot aktivator, zadostno količino balancing tonerja nanesemo na vatko, ki smo jo predtem ničkrat navlažili z vodo in nežno prebrišete obraz.
Balancing toner se bo s časom upil, v bistvu zelo hitro, in na to lahko pa nadaljujemo kar nego z serumom. Glede na to, da dobivam redno vprašanja, čemu je serum sploh namenjen in ali je njegova uporaba res nujna, bi vam sam na kratko želela pojasniti, kaj serum je in kakšne so njegove lastnosti. Torej, serum so izdelki za nego kože, ki vsebujejo visoko koncentracijo aktivnih učinkovin, kot so razni antioksidanti, kisline in vitamini. Serum ima dolgoročno odličen učinek na vašo kožo, ker poveča samo količino kolagena v njej, poskrbi za zadostno raven navlaženosti. Kar se pa tiče same teksture serumov, so bistveno lahkotnejši od krem, namreč sestavljajo jih manjše molekule in zaradi tega tudi on lahko prodre v globje plasti kože, kamor vnese ta dodatna hranila. Pri Foreverju so poskrbeli za res dober serum in kot že vidimo, Hydrating Serum je res super hidratantna formula, ki se res hitro vpije v zgornje plasti kože. In tako v bistvu nekako dostavi prednost hialuronske kisline in stabiliziranega gela aloe vere. Vemo, da hialuronska kislina v bistvu predstavlja tisto vlago v našem telesu. Torej, bolj ko zgubljamo hialuronsko kislino, praktično zgubljamo to vlago. Torej, se opravičujem, ta serum res izjemno izboljša videz kože in jo ščiti. Vsebuje pa stabiliziran gel aloe vere in kar 4 vrste hialuronske kisline. To je res načeloma veliko hialuronske kisline v enem samem produktu. So se pa probali nekako približati tistemu prejšnjemu serumu, ki smo ga imeli. Majčkeno bolj je nižen, tudi sam vonj, vse ostalo pa mislim, da je zelo podobno, mene osebno navdušuje. Zakaj dodatno? Ker vsebuje tudi kokosove maščobne kisline. Danes je kokos zelo pomemben. Kaj pa dela kokos? Je spet ščiti pred nevarnimi prostimi radikali, ki povzročajo poškodbe kože in pač njeno staranje. Ker pa vsebuje tudi karitejevo maslo, pa lahko ustvari neko zaščitno pregrado, ki v podkožju zadržuje vlago. Zato je to res ekstra hidratantna formula. Ima pa tudi beli čaj, tako kot kolekcija, ki ga je imela. Beli čaj deluje proti staranju in vsebuje res izjemno velik delež antioksidantov. Torej, serum uporabljamo vsak dan, najbolj po uporabi aktivatorja ali balancing tonerja, zaradi same absorpcije. Nanesemo ga na konice prstov in kar redno poudarjam je, nikar teh zadev ne nanašajte na obraz s krožnimi gibi, z drgnenjem, mečkanje kože. To je slabo. Vedno se nanese na konice prstov in se z rahlo stapkanjem nanesejo preparati oziroma utrejo. Torej, peeling enkrat na dan, zjutraj ponavadi, potem pa lahko nadaljujemo nego, ko se ta seveda vpije. Sledi Awakening Eye Cream. To je zelo zanimiv produkt, namreč so ga res izboljšali in gre za nego okoli oči, ki vsebuje mešanico sestavin, ki pomagajo pri negi zelo občutljive in tanke kože okoli oči. S tem njenim izrednim vlaženjem v bistvu pripomore proti gubicam, temnim podočnjakom in zabuhlosti. Ker vemo, da je aloe vera znana po svojih močeh vlaženja in medtem, ko kolagen in peptidi dodatno pripomorejo proti staranju kože in odpravljanju nezaželenih gubic, je ta produkt nujen vsak dan, da se ga nanese po serumu, zaradi tega, ker moramo vedeti, nekje po 30. letu se začnemo boriti z raznimi gubicami, predvsem okoli oči. Tako da vam svetujem res vsak dan uporaba, majhna količina se jo nanese okoli oči, res je pa treba paziti, da ne pride izdelek v stik z očmi. Torej, res je namenjen negi okoli oči, ker je ta ekstremno občutljiva. To je najbolj občutljiv del telesa, kar ga v bistvu imamo in imamo najtanjšo kožo. Awakening Eye Cream se je uspešno vpil in lahko nadaljujemo s Protecting Day Lotionom.
Vsi vemo, da je kožo potrebno zaščititi pred nevarnimi sončnimi žarki. Protecting Day Lotion je v bistvu idealna krema ravno zato. Ne, da bo v bistvu vašo kožo samo ščitila pred nevarnimi sončnimi žarki s faktorjem 20, ampak jo bo tudi negovala, vlažila in preprečevala pigmentne madeže. Ker vsebuje alojo, izvleče gob in več kot 20 drugih sestavin za nego kože, zagotavlja neverjetno moč vlaženja čez celoten dan. Združuje pa naravne mineralne kreme za zaščito pred soncem, kot sta titanov oksid in cinkov oksid, ter jo poveže z alantoinom, da pomaga pomiriti kožo. Torej, ta krema je mičkeno bolj bele barve, mičkeno bolj kompaktne, bom temu rekla, teksture, ampak se jo da lepo nanesti in moram reči, da res ščiti obraz, tako kot ga more. Tako da hkrati smo zaščitili obraz s faktorjem 20 in ga nahranili in ga navlažili in pa seveda delamo na tem, da ne bi prišlo do pigmentnih madežev. Seveda je treba to uporabljati konstantno, ne pa enkrat tedensko. Torej, manjšo količino nanesemo na prste in ponovno nežno s tapkanjem utremo v obraz. Če vam je zadeva pregosta, pretežka za uporabo, če temu tako rečem, razredčite jo z aktivatorjem. 2 kapljici aktivatorja poleg Protecting Day Lotiona in bo ful dober. Zdaj, načeloma z neko nego smo končali, torej dnevno. Zdaj pa sledi še biocelulozna maska. Ta pa na žalost se res ne sme uporabljati vsak dan, jaz bi jo z največjim veseljem, ampak žal ne gre. Kaj je biocelulozna maska? Ona res zagotavlja močno hidracijo, v bistvu s pomočjo napredne tehnologije naravnih sestavin. Vsebuje celulozna vlakna, ki so pa 1000-krat tanjša od las in v bistvu s tem pripomorejo, da se maska res popolnoma prilagodi obrazu in zagotovi, da se serum vpije globoko v kožo in ima tisti maksimalen učinek. Torej, poleg celuloznih vlaken vsebuje najboljše naravne sestavine, kot so serum zelenega čaja in divjega kostanja. Ta kombinacija kožo pomlajuje in pomaga v borbi proti prostim radikalom. Vemo, da zeleni čaj oživlja, vsebuje kofein in s tem on kožo prebudi in pa vsebuje tudi antioksidante, ki ščitijo pred prostimi radikali. Hkrati pa deluje tudi protivnetno in pomaga proti rdečici obraza. Divji kostanj je pa v bistvu pomemben pri zaviranju razgradnje hialuronske kisline in s tem pripomore, da se ohrani tista zdrava raven vlage v koži. Izboljša tudi prekrvavitev obraza in izenači ten kože. Dodali so ji pa tudi vitamin C, to je zelo močan antioksidant in v bistvu pomaga pri pospeševanju nastajanja kolagena in pri posvetlitvi kože. Torej, pred uporabo maske je potrebno obraz očistiti in seveda za najboljši učinek nanesemo najprej aloe aktivator, da bo še dodatno aktiviral vse te vrhunske naravne sestavine, ki jih vsebuje maska. Zdaj, če ste za, mogoče je med nami kdo, ki se s to masko še ni spoznal, še ni videl, kako izgleda, kako se jo nanese. Jaz sem jo danes prinesla s sabo in bi vam pokazala. Torej, v paketku prejmete 5 vrečk, v vsaki vrečki se nahaja ena maska. Maska je zelo, zelo prepojena. Takole jo dobimo, meni kar teče dol, ampak ja, to je point. Evo, maska. Maska ima 2 sloje, od spredaj in od zadaj. Oba sloja je potrebno odstraniti. Najprej načeloma odstranimo spodnji del. Malo je štorasta za nanesti, ampak ko jo imamo pa enkrat gor, jo pa ne bi dol dala. Evo, prvo plast sem dala dol in načeloma bi jo lahko zdaj nanesla gor, ampak jo ne bom, ker nimam ogledala, da to naštimam. V glavnem, jaz še nisem se srečala z boljšo masko, kot je ta maska. Tako, kot sem rekla, res se prilagaja obrazu, popolnoma mehka in
tako da se dotakne celotnega obraza. Ne spusti nič. In potem, ko vi z masko končate, nikar ne sperite obraza. Vzamete masko, namažete si še roke, še ostale predele telesa, ker vsebuje še zmeraj veliko sestavin in počakate, da se vpije. Nikoli jo ne takoj završiti, ker lahko s temi sestavinami pomagamo še kje drugje. To je danes vse iz moje strani. Nekako sem vam probala približati to kolekcijo, kakor se da na nek, bom rekla, uporaben, domač način. Jaz upam, da sem bila uspešna. To mi boste pa vi povedala, ne? Hvala. Okay. Sicer ne na sebi, ampak na moji dragi ženi, ki zmeri lepš pa izgleda. Tako da škoda, da jo ni zdala zelo kar gor na faco, da bi se videli, kak je fajna, ker se je včasih malo ustrašen, ko pride iz kopalnice. Je pa fantastična in moram reči, da res, ne Romana, vrhunska. To boljše zadeve še pa ne imela. In fajn je tudi, ko jo imaš gor, lahko normalno funkcioniraš, hodiš okrog vse. Tako da, evo, je čudovito. Ogledala. Neč drugega, vsega ne rabiš, važno je, da je maska taka. Evo, vse imaš lukne, vse vidiš ven. Bi se mogla vleči. Tako da to. Me pa nekaj še zanima. Ko si rekla prej, da ne smeš utirati not, da moraš sam tapkati. Daj mi to malo bolj v detajle razložiti, to me pa zanima ful. Zaradi tega dejansko, ker delamo pilinge, delamo vsa ta čiščenja in kožo obremenjujemo. In s tem, ko bomo mi še kremo drgnali, ne bomo s tem naredili popolnoma nič več, kvečem slabo, ker kožo drgnemo in jo še dodatno iritiramo. In res so vsi ti produkti, serumi in kreme, je najboljši efekt, ki se nanaša nežno pač s tapkanjem. Nekako se probamo izogniti temu mečkanju kože, ki smo ga vsi navajeni. Tudi, ko si umivamo obraz, seveda delamo to. Koža se pač mečka, se razteguje, ni to dobro za njo na dolgi rok, dejansko. Ok, mene bolj zanima, ker jaz to redno uporabljam pri masaži sicer, ne? S tem, da jaz delam first spray, pa alfa je skupaj najprej, roko fajn zagrejem, in tudi nežno dam gor, res je, da ne krožim na silo, ampak ni pa tisto, da bi sam tapko, to pa tudi ne. Grem takle nežno, nimam pa pilinga prej, tako da... Mislim, dejstvo je, da verjetno, če izvajaš kakšne te masaže obraza, pa to generalno ne gnetaš, ampak delaš res z občutkom. Ne, bolj v bistvu akupresura obraza, da se nežno stiskanje točk, pa te zadeve, niti z gnetenje. Ja. Nič. Če se vam tapkanje ne dopade, še zmeri se da to uporabljati na bolj nežen način, moramo pa vedno štartati iz sredine ven. Torej, ven in pa vrat dol. Če se hočemo še igrati, se gremo lahko še masirati kost, s tem pač pomagamo pri podbradku in tako naprej. Vedno pa iz sredine ven proti ušesom vleči produkte. Nujno. No, tako da jaz ta drugo zadevo je Hydrating Serum, svetovna stvar, vrhunska in tudi moram reči, da so vse stranke, odkar ga imamo zdaj, zelo zadovoljne z njim in da jaz že zelo delam, odkar je v bistvu te masaže z tem zadevam, pa restoring kremo dam na konc, recimo. In moram reči, da ne glede na tip kože, ne glede na moški, ženska, karkoli, so efekti svetovni. Tako da nimam nekih stvari, da bi ziritirali kjermo kožo, da bi imeli probleme, da bi alergije bile ali karkoli. Tako da je res vrhunska zadeva tole. Se strinjam, tle res igra veliko vlogo aloja, ker res blazno pomirja kožo in pač vlaži. Ja, izdelki so... Na chatu je vprašanje, kolikokrat tedensko lahko napravimo peeling? Peeling, tale peeling, eksfoliator cleanser, 3-krat na teden komot. Mogoče vsak drug dan.
A ne? Zdaj, ja si odločite, ali bo to zvečer ali zjutraj. Jaz načeloma svetujem uporabo peelinga zvečer, ker takrat znamo nanesti kakšno masko na obraz, in da ji res pač pustimo, da naredi svoje. A ne? Zjutraj se zbudimo sveži in pač nadaljujemo samo tisto klasično nego z aktivatorjem, tonerjem in tako naprej. Lahko naredimo mogoče enkrat zvečer peeling, drugi večer pa biocelulozno masko. Mislim, komot, načeloma bi lahko naredili peeling, pa takoj masko gor. A tudi lahko. Ja, ker v bistvu peeling bo odstranil to neko bariero, ki jo imamo na obrazu. A ne? In ta bariera ne dopušča nekoristnim sestavinam raznih krem in tega, da sploh pridejo do druge, tretje plasti. Ustavi jih. In s tem, ko bomo mi naredili peeling, odstranimo to bariero, od spodaj se v bistvu pokaže tista sveža, nova koža, ki je pa občutljiva. Ampak to je čist drugače, ko ti enkrat res začneš redno odstranjevati te odmrle celice, v bistvu res obraz je mehek in žari. Zato jaz imam masko biocelulozno nedelja. Strikt nedelja je tista moja neka kraljevska nega, najprej peeling, pa en kup vode v bano, pa masko na obraz in me ni ven pol ure. Tako da vedno prej peeling naredim, ker pač hočem čim bolj odpreti kožo, da pusti maske, da res naredi lahko to, kar nudi ona. Ljubino, hvala lepa. Malenkost. Imamo še kakšno vprašanje? Mogoče izkušnjo dobro, tako kot jo je imel Matej. Naj povem, da je kolekcija tudi za moške, tega nisem prej striktno omenila, ampak vse kolekcije lahko uporabljajo tudi moški. Seveda si morate vi tudi čistiti obraz, pa ne samo z vodo. A ne? Jaz pa imam eno vprašanje. Jaz jo tudi redno uporabljam, sem ful zadovoljna, ampak mi je zanimivo, da na 3 točkah na obrazu se mi pa naredijo recimo taki rdeči fleki, bom rekla, no. In tam je tudi maska totalno izsušena. Vse posod ostane še recimo taka, kako naj rečem, kot gumijasta, ali kako naj to ponazorim, ampak tam je pa totalno suha in to je običajno tukaj, tu pa tu. Ja. Torej pomeni, da imaš tisti tipičen tip kože, torej mešana koža in imaš ta predel toliko bolj izsušen. In verjamem, da pobere vse, drugje pa načeloma še ostane material. Bolj bo treba nahraniti z vlago kožo, predvsem ta predel lica, ne. Torej, ali balancing toner, ali aktivator, nekaj je treba uporabiti še zraven, vsak dan. Ker to se tudi meni naredi, jaz sem ugotovila, če sem res striktna, pa vsak dan se držim, da imam v uporabi enega od teh produktov, se mi je stanje res izboljšalo. Drugače sem imela pa kar neke čudne flekce, totalno neenakomeren ten kože in tak tip kože imava. Tako to gre. Hvala. Malenkost. Mogoče bi še dodala alojo, notranje dodaš alojo pa omego, to tudi ful pomaga, se pravi, na kakovost kože dodaš, ne, še notranje, se pravi, ne moreš vedno s kremami in vsega rešiti, včasih je lahko zasluzenost, včasih je globinsko koža tako izsušena in omega je res super, no, pri takih težavah. In aloja, seveda. Hvala. In sta nasplošno koristna oba, in aloja in omega. Ja. Če ni več vprašanj, potem se Leji zahvaljujem. Mislim, da je bilo res koristno tole vse, kar smo slišali. In komaj čakam, da nam bo predstavila nove izdelke čez nekaj tednov, no, 2-3 tedne, pa bomo imeli informacijo. In se potem zopet slišimo na to temo. Grega, kako je pa naslednji teden? Vsak se zdaj? Naslednji teden je še presenečenje, kdo bo predavatelj. Medtem ko bi pa napovedal 24. aprila v soboto bo spletni Success Day, zdaj ga že mrzlično pripravljamo. Bodite z nami, Facebook, YouTube, nekaj posebenega bo, takšnega še nismo imeli. Super.
pridemo. Hvala vam, da ste bili z nami. Želim Hvala, vam Lea. veliko. Hvala, Lea. Hvala vam. Čau. Hvala. Čau, do naslednjič. Čau. Adijo, čau, čau. Srečno, čau.